Gremo naprej, gremo na 7. točko, gremo na določenost uredba postopkov financiranja Krajevne skupnosti občine Brežice za prvo obravnavo. Je črto predločimo, da krajevne skupnosti izvajajo obvezno občinsko gospodarsko javno službo redno vzdrževanje občinskih cest na občinskih cestah v občini. Enako je bilo tudi z javnimi površinami. Ker krajevne skupnosti niso več pristojne za redno vzdrževanje občinskih cest in javnih površin, se proračunska sredstva za izvajanje teh nalog več ne predvidi v okviru proračunskih sredstev v finančnem načrtu krajevnih skupnosti, pač pa se sredstva za enak namen predvidijo neposredno v proračunu občine Brežice. Zato se zaradi tega spremeni odlok o financiranju krajevnih skupnosti, ki bo po novem sredstva iz finančnih načrtov krajevnih skupnosti za vzdrževanje cest in javnih površin prinesel na proračun občine Brežice. To pomeni, da se bo proračunska postavka za zimsko vzdrževanje v proračunu občine povečala za 20 000 €, ker bo občina sama plačevala račune za zimsko službo v krajevnih skupnostih direktno izvajalcem. Za letno vzdrževanje je bilo do zdaj v krajevni skupnosti namenjeno 130 000 €. Po novem, če bo ta odlok sprejet, bo v proračunu za leto 2024 prvih 20 novih proračunskih postavk za vsako krajevno skupnost skupaj v višini 200 000 €. Račune za letno vzdrževanje bodo plačevali tajniki, ki so tudi zadolženi za posamezne krajevne skupnosti. Naj še povem, da so predsedniki krajevne skupnosti bili s tem, že seznanjeni in na te spremembe niso imeli nekih pripomb. Jaz moram reči, da bo to je bil predlog predsednikov krajevne skupnosti, kajti dejansko vemo, da zimska služba je zelo v zadnjem času se mora izvajati v skladu z zakonom in je potrebno čas poslovati, čas je treba vložiti in potem dejansko pravijo, da mi imamo neke normative, neke postaje, neke funkcije, da potem treba predlog, da se to naredi in da se direkt plačuje. Seveda v skladu z tem, koliko bo potrebno, jaz mislim pa, da denar, ki je bil pa za ta letna vzdrževanja, pa je bil tudi bil predlog, da jim ostane, da je to mogoče še naprej v tem krajevni skupnosti in mislim, da bo s tem tudi malo več denarja za letna vzdrževanja ostalo. S tem pa, da smo povedali, da bi morali krajevne skupnosti malo več denarja dati res za vzdrževanje, kajti dejstvo je, da so zdaj določene krajevne skupnosti denar, ki je bil za vzdrževanje lokalnih hitrih cest delati investicije, potem so ostale pa ljubne ceste, so pa ljudje biti za nas na občini, ki jih niče popravo, tako da so da se bomo zagotovili tako boljše vzdrževanje teh cest in pa seveda vloženje in pa zimsko službo, tako mora biti pomočnica. Odpiram razpravo, najprej odbori, če želi odbori so tem razprava, ne? Je da pozitivno mnenje. Želi še dobro razpravo, ne? Prijatelja? Prav, se zaključujem, pa predi. Hvala za besedo. Pa bom najprej vseeno v imenu odbora tudi povedal, da v bistvu odbor po tem predlogu na koncu ni glasoval. Ni pa glasoval iz tega razloga, ker smo ugotavljali na odboru, da v bistvu nimamo ustreznih podatkov oziroma predstavitev, kaj je v bistvu ta sprememba sploh za posamezne krajevne skupnosti. Naknadno sicer smo dobili potem eno tabelo, kjer je prikazan nek razrez o krajevnih skupnostih, kar se tiče sredstva za delovanje krajevnih skupnosti. Medtem, ko bom rekel, smo bili z to razložitvijo glede zimske službe in letnega vzdrževanja, pa na odboru smo se strinjali, da se pač to
sredstev vedno porabljale te za vzdrževanje tudi za investicije. Ja, predvsem zato, ker za investicije pač proračuni za krajevne skupnosti ni dovolj denarja, sploh za ceste. In to je tisto, na kar skozi opozarjamo in kar je problem tudi, mislim, da pri predlogu proračuna 24-25, da dejansko za ceste imamo sredstva malo. Sploh za tiste krajevne skupnosti, ki so imajo bolj zahteven teren, ki bi srednji naprej. No, bi posebno povedal še malo drugače, glede krajevne skupnosti. Mislim, da iz leta v leto, iz mandata v mandat se pristojnosti krajevne skupnosti zmanjšujejo. To je neka, ne vem, huda intenca, da dejansko krajevne skupnosti več niso za nič pristojne in ljudje v krajevne skupnosti ne morejo odločiti več o ničemer, oziroma odločiti lahko vedno manj. Mislim, da to ni dobro. In da je to mogoče tudi potem izraz tistega, kar je prej gospod Škrabelj, da povedal, da zdaj zelo težko že dobiš kakega prostovoljca s koso, ki za to vsi, zdaj, če nimaš pristojnosti, če ničega ne odločaš, pa tudi nisi več pripravljen nič delati za to. Po drugi strani, pa bom rekel, v takih okoljih, bom rekel, tudi potem ni drugega financerja. Se pravi, prostovoljstvo smo zadrli, se pravi, vso voljo ljudi bomo zbili, dejansko pa sredstva nismo zagotovili nikjer, da bi se to, bom rekel, izvajalo razen v centru, tam, kjer je tako urejeno. In to mislim, da je slabo. Jaz se s to smerjo, bom rekel, razvoja zelo težko, bom rekel, poistovetim ali pa strinjam, zato ker bogati boste bolj bogati, revni bomo pa vedno bolj revni. In potem se čudimo, da je pritisk na šole v mestu, v centru, da se vsi hočejo vsiliti v Brežice. Ne seveda, pa to pa še bomo že delal nekje v neki periferiji, kjer te nišče več ne boga in kjer ne dobiš enega fičnika več za to, da bi normalno živel, pa ne zahtevamo nič, bom rekel, nekega luksuza in tako naprej, kar se ponekod pozvaja, ampak tistih osnovnih stvari, ki bi zagotavljali eno primerne življenjske pogoje, več ne dobiš. In zdaj jaz še samo razmišljam, da se bi na stare leta nekom brez celo celil, ker bom težko živo bolj ustavljati, če bo to tako šlo naprej. Res, mislim, mi se jezimo od Brežičani na državo, kako hoče vse po centrali, pa nič dati na periferijo, a po drugi strani, bom rekel, smo v lokalnem okolju se obnašamo podobno. In zdaj, če bom rekel, samo se odvrnem nazaj na to tabelo, ki smo jo dobili, pa bom rekel, pa bom seštel, pa nič hud, da dodajmo, ali pa uporekati karkoli. Ampak, če jaz seštejem zdaj tele 3 krajevne skupnosti Brežiške, bojo dobile za delovanje, poslušajte, za delovanje krajevne skupnosti 75.000 evrov na leto. Vzdržujejo pa vse 3 krajevne skupnosti, glih kot 3 objekte, kot je njim v Stromah, z 9 juri. Kam je ta denar, ta razlika? To se sprašuje. Mislim, da te kriteriji niso dobri, mislim, da smo prejšnji odlok imeli boljši, zato ker je bilo več kriterijev, ker so bili bolj razdelani, zdaj imamo pa samo 2 kriterija, se pravi vsem enako, pa po prebivalcih, kar pomeni revni kot revni, bogate bomo pa več. Hvala lepa. Tebe jaz moram replicirati, mislim, da nisi korektno to. Prvo, treba vedeti, da občine se financiramo po večnini po številu prebivalcev. Jaz smo klik kontra očitek stavljeno, da je velike krajevne skupnosti dobivajo manj, izjemno male. Dejstvo je, da ta kriterij, ki ga imamo, je, da dobivajo vse krajevne skupnosti en del enako, pomeni, da tiste, ko imate 600 ljudi, dobite bistveno več na prebivalce, kot tiste, ko imajo 3000 ali pa 2000. Drugi kriterij, ki so seveda tudi neke ceste, pa neke te stvari in tudi tam, če bi primerjali na število prebivalcev, dobite bistveno več na prebivalcev v malih krajevnih skupnosti, kot pa veliki. Čeprav se je zavedam, da je potrebno, da je skozi premalo sredstva. Tretja stvar, ki je, morate povedati, gledajte, občina Brežice v tem proračunu bo investirala 1 milijon evrov za želje, za križe in pa bistrico za vodovod, za križe in pa pečnice za vodovod, ki gre za mogoče 20-30 hiš. Če bi to, kar ti zdaj govoriš, bi verjetno rekli, da se ta vodovod ne splača. Druga stvar je, s tem, ko smo prevzeli druženje, smo praktično 3 zagotovili, da bodo imeli enako druženje v Priševcah,
Srovna na Vizelskem zagotovljeno kot domajo v Brežicah. Tudi vemo, da krajevne skupnosti v preteklosti sploh niso solile male, ki so šparale in niso imele denarja. Ne glede na to, ker imate bistveno več cest na prebivalca kot na mesto in boste imeli, če bo treba soliti solive ceste, če ne, podredke stvari, optiko. Glede, optiko zagotavljajo po vseh krajevnih skupnosti. To je pa osnova, da vodovod, optika pa cesta. Res je, da si vsi želimo, pa tudi, če gledamo na prebivalca, kar precej dajemo za ceste in tudi teh proračunov, si želim še v drugem branju še povečati, to, da se delno posofinancirajo tudi šole delamo na podeželju, to ne vem rekel, recimo Pišence, Vizelsko, vse te šole podeželske so lepo urejene, crkva smo je bila Vrka Dolina in mislim, da ta očitek ni na mestu za občino Brežice, verjamem pa, da si vsi skupaj več želimo. Vendar pohodno po krajevni skupnosti, ko smo naredili tisti prikaz na prebivalca, so male krajevne skupnosti bistveno več sredstva dobili na prebivalca, čeprav po drugi strani pa občina dobi pa na račun teh krajevnih skupnosti manj v proračun. Ampak mi še vedno to gledamo, da se razvijajo. Tudi domove, koncem srovna smo tudi občina proračun delala in ni pomembno, koliko denarja damo mi krajevne skupnosti. Pomembno je, koliko se tiste krajevne skupnosti zgradi. In mi še vedno za to v proračunu dodatna sredstva dajemo neposredno za investicijo tudi pri vas. Res pa je, da je največji problem, da ceste niso sofinancirane iz nobenih sredstev, vse kar ceste gradijo, se gradijo iz vlastnih sredstev, zato je tudi najtežje. So pa seveda tiste velike investicije, kot so kanalizacije, te stvari, pa vemo, da na podeželju so ekonomsko neopravičene, kajti dejstvo je, da bi priključek kanalizacije, recimo v enih Srovnah, stal 20, lahko tudi po 30.000 evrov, kar je nesprejemljivo, po drugi strani pa zato namenjamo tudi sredstva za individualne čistilne naprave v proračunu, imate tudi to, tako da se lahko zgradite individualne in so sofinancirane. Tako da, jaz mislim, da skrbimo za podeželje, res pa je, da si vsi želi več. Pa še ena stvar, bih kontra to, prej je rekel Škrabel, da morajo ljudje še stalno sami kositi pa napredek. Ja, pa vse to je cilj društva, da bojo sami delali. Ne pa da bomo društvo dali plačo, da bojo tudi plačamo zato, ker so se v društvu združili, da bojo nekaj naredili v korist ljudi. To ni cilj društva. Ja, pol ne rabimo društva, pol sreči, da nešte nama pravimo vse profesionalce, samo pol mi na občini nema nič narediti. Jaz mislim, da je to bogatstvo društva prostovoljno delo in zato so to društvo ustanovljena. Če pa vsi mislite, da bomo vse naredili samo prek denarja, pa bomo v bistvu lahko neč, lahko samo plačujemo storitve, pa prireditve, pa ne kaj, ne bomo nič delati. Zdaj pa ne vem, konc koncem, da vsi si poželite, da bi bilo čim več povsod. Konc koncem prav moram reči, da tu moramo govoriti. Čarnež ima izjemno veliko investicij, vete, da smo lani, da smo letos rebalansa dodatno sredstva, je nekorektno, da bo zdaj rekel, da je Čarnež zadet. Smo povečali sredstva, ki bi jih morali drugo leto dobiti, pa smo vam letos jih dali, pa drugo leto spet imate, gor željno in vse ostalo, se pa verjamem, da bomo se potrudili, da bomo še vsem pokali. Tako, in zdaj bi jaz dal na glasovanje. Spredi, želiš še spraviti kaj? Samo je razmilo prošlo, takrat, ko smo bili na sestanku krajevne skupnosti vezano na zimsko službo pa letno vzdrževanje cest, smo rekli 40-60 razmerje, ali? Kaj 40-60? 40% sredstev za zimsko službo, 60% za letno vzdrževanje. Toliko se zame. 50-50, 200.000 letno, 200 zimsko. 50-50, ja. Se to že ne bo delalo? V vsakem primeru bo odvisno, koliko bomo proračune namenili za letna vzdrževanja, zimsko službo bomo morali pa plačati v takem obliki, koliko bo strošno po koncu, ker si več ne moreš privoščiti danes, če je ne res ti problem sneg, večji problem je poletje. In če prije do poletje, ti moraš iti potroziti. In največji problem so soleni in pa peski. In koncu konca tudi to na koncu treba pomesti. Se bo zastopili, koliko da tukaj ostali člani? Zdaj, ne bomo videli, koliko bomo lahko v proračunu za letno vzdrževanje lahko videti. Prosim, gremo na glasovanje. Prisotnost. Ja, pa predlog imamo za združitev, ja, prisotnost. Najprej glasujemo o združitvi. Prisotnost.
In mi smo se zdaj odločili, oziroma smo se dogovorili, da bo občina, tako kot pri športnih krajevnih skupnostih, tudi delno sofinancirala najeme, tako da ne bo več nevena krajevna skupnost oziroma neveno društvo kulturno plačevalo najem, bo pa seveda to prikazano kot dodatna sredstva za kulturo. Pravi, mislim, da je prav, ker zdaj nimamo realne slike, koliko katero kulturno društvo bi tako. Tudi na ta način dobili malo več sredstev za objekte. Kaj, kako ne ostala? Ostala društva, to še tako dobijo. Športna društva imajo vse tako. Ja, kaj pa združena druga? Je odvisno, kaj imajo. Se druga društva nimajo svoj objekt. Gre se za to, da kulturna društva imajo redne vaje, tako kot imajo športniki, ostale društva pa nimajo vaje. Dobro, pa. Združitelji pa posebno. Počavate tudi prijete, če imajo na 8 točko, to je letni program športa v Evropski Drežnici za let 24. tega Gregovič. Lep pozdrav tudi z mojim imenom. Tudi letošnje leto smo pripravili letni program športa, pa smo pripravili zelo kratko predstavitev, na kateri sem pač vzela vse, na kakšen način je pripravljen in pa kaj letni program športa zajema. Tako da prvi slajd se nanaša na to, katere so tiste pravne podlage, na podlage česa smo pripravili letni program športa. To so zakon o športu, potem resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji in pa odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Brežice. Letni program športa pripravi strokovni svet. V strokovnem svetu se nahaja 7 članov, imenuje jih sicer župan, vendar na predlog predstavnikov športnih organizacij, potem na predlog športne zveze, na predlog strokovnega sodelavca oziroma zavoda za šport, pač član oziroma zaposlenih zavoda za šport je tudi član, pa sodelujeta 2 člana, ki sta predlagana na predlog osnovne in srednje šole in dostojni sodelavec občine, ki pripravi tudi potem celoten dokument oziroma ga oblikuje in zbere. Predlagani letni program športa mora dobiti tudi pozitivno mnenje na predlog letnega programa športa s strani Športne zveze Brežice. Mnenje, ki smo ga predvideli pozitivno, zato smo tudi potem predlagali predlog letnega programa športa v sprejemu občinskega sveta. Letni program športa opredeljuje v bistvu športne programe in področja, ki so prepoznana v občini kot javni interes, glede na razvojne načrte, potem prioritete v športu, razpoložljiva sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu in se določijo programi, potem področje sofinanciranja, potem višina proračunskih sredstev, obseg in vrsta športnih programov in področji, pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področji. Letni program športa za leto 2024 je pripravljen na podlagi veljavnega dokumenta za tekoče leto. Upoštevali smo proračunske postavke, ki so veljale v letu 2024, glede na to, da proračun za leto 2024 v času priprave še ni bil sprejet. Letni program športa, ki smo ga pripravili kot predlog, oziroma ki ga je strokovni svet pripravil kot predlog, je potem obravnaval, oziroma je bil podan v javno obravnavo, tako da smo sprejeli kar nekaj predlogov, ki smo jih tudi upoštevali. Letni program športa je bil objavljen tako na spletni strani občine Brežice, tako da je lahko širša javnost podala tudi predloge. Objava je bila tudi v Posavskem obzorniku, ne nazadnje in tudi zelo pomembno pa je, da
kot rečeno, smo jih vključili tudi v letni programe športa. Potem se še navedla, kateri programi športa so bili prepoznani v javnem interesu. To so dejavnosti izvajalcev športa, potem šolska športna tekmovanja, šport najmlajših, plavalno posredovanje, vzdrževanje športnih objektov, obnova športnih igrišč na podeželju, zimsko drsališče, potem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v zavodu za šport, materialni stroški zavoda za šport in pa športne aktivnosti občanov in občanov. V letnem programu športa 2024 so višine finančnih sredstev na proračunskih postavkah, ki se nanašajo na financiranje področja športa izenačene z višino sredstev, ki so veljale 2023, kot sem že povedala. Za program športa namenjamo oziroma smo v letu 2024 namenili dobrih 670 000 evrov. Strokovni svet je tudi predlagal, da po sprejetju odloka o proračunu v primeru povišanja sredstev na proračunskih postavkah za sofinanciranje področja športa za leto 2024, potem višino sredstev v letu 2024 uskladimo tudi z veljavnim proračunom. To je nakratko, verjamem pa, da ste si predlagali letni program tudi pogledali in se z njim seznanili. Hvala, najprej pogoje. Odbor za družbeno dejavnost se želi? Ne? Odbor za finance? Ne? Dobro, to je potrebno razpravo, če bi razpravljati. Tam bo odbor še se prijavil. Ja, hvala za besedo. Ja, jaz sem zdaj posebno športno zvezda svetnik. Bili smo na letni program športa, dal pozitivno mnenje kot športna zveza. Sicer je bilo neki predlog ali pomislimo v tem. Res je, da se letni program športa tudi bazira na trenutno veljavnem bloku, ki pa mislim, da mogoče v nadaljevanju ali v nekaj bližnji prihodnosti bilo mogoče malo prevetriti. Imamo nekaj predlogov, v bistvu, ki so jih družbeni klubi naslovili na predsedstvo športne zveze, da jaz bi čisto nakidal, da ne bomo predlogi, bomo to pisni prikli podali, da smo več potem pripravili za nadaljevanje, ne zdaj za letni program športa, ker to je pač dejstvo, katero smo imeli, na to je tudi pozitivno mnenje športne zveze dodala. Je pa res, da mogoče bi v tej fazi, kar je najbolj pomembno, da predlog naš je bil, da bi bilo potrebno za moderacijo športnih objektov, katere ustanovitelji občina Brežice, glede cen najema, aktivno pristopi k nekim pogovorom, ker društvo, ki nima na razpolago občinskih objektov, počujo pač više cene pri lastniki teh športnih objektov, daje tržne cene. Seveda občina sofinancira v takih višini tudi kot te lasti objekte, so pa cene za te drugi del plačevanja stroškov, ki odpadajo na društva, pa toliko višji. Tudi v bistvu pri še eno zadevo imamo pri letnem programu športa 2024, to sem se mislim zdaj najbolj je bil tudi predlog, da se strokovni kader upošteva, zdaj v bistvu po tem osnovku, ko smo ga prijeli, da se bolj upošteva strokovni kader, ki je že upisan v razvit strokovno izobražen, strokovno usposobljeni delavci športa. Zdaj, v bistvu problemi nastaja to, ker te domov, ki se upisujejo v razvit za strokovno izobražene usposobljene delavce, bi predlagal, da je to v fundaciji. Če so že upisani, da se upoštevajo pri tem razpisu javnim društvom za sofinanciranje programov, ker tam pač traja več mesecev, da pride do tega, da so upisani in niso zamudili v tem javni razpis, ni zamudili. Oni se zamudili, ne morajo jih pač navesti te strokovne sodelavce. Potem imamo tu še eno zadevo.
Zdaj, te nekaj stvari so, ki niso vsi vezani na ta naš letni program športa, dejstvo pa je, da treba predvsem komisiji za šport te stvari predlagati, da preučijo, ali je to možno, tako da je prosto, da to... Ena točka, no še sicer pričevalka, samo se bo zgodila hitro. V bistvu je v primeru pritožb o izboru programov, tle prihaja v bistvu zdaj so vsi v bistvu tudi tisti sporni, na kar se pritožujejo, ali nesporni programi, se v bistvu je predlog, da bi se pogodba podpisala takoj za vsaj nesporni del, pa se potem za aneks samo tisti sporen, da je že tako traja, da se začnejo zdaj izplačevati dotacija društvom, pa še zavleče v bistvu za čas pritožbe, da zelo pomaga v sprošno pač na mesečni ravni in težko prebrod, da bi začeti. To je bil v bistvu predlog, ko mislim, da je več življenjski, da se podržava. To je dober predlog, ker imamo tudi mi več problem, ker koje razvolijo vsa sredstva, koliko za tiste nesporne treba dodatno zadavati. Dobro, jaz bi šel s tem, da gremo na glasovanje. Najprej prisotnost. In pa sprejme se letni program športa v občini Brežice. Evo, kak smo vsi prišli? Vsi za. Zdaj mi damo malo pauze, da se malo počine, da nekaj se začne delati. Ne, 10 minut pauze, tak je, naslednja točka.